Nocoj smo se zbrali, da se spominjamo, obhajamo ter doživljamo Jezusovo trpljenje in smrt na križu. V znamenje globokega spoštovanja in žalovanja je to edini dan v letu, ko ni svete maše. In v znamenje zavesti, da je Jezus trpel in umrl za nas, ter hkrati v zavedanju, da smo sami majhni in grešni, duhovnik v začetku tega bogoslužja naredi zelo nenavadno znamenje. Ne le, da kleči pred to skrivnostjo, ampak se simbolično povsem poniža in na obrazu leži na tleh. Ljudje smo v resnici majhni grešniki pred veličino Božje svetosti in pred veličino ljubezni, ki jo gledamo na križu. Nocojšnje bogoslužje ima 3 dele. Najprej bomo poslušali odlomke Svetega pisma, med njimi bomo znova podoživeli Jezusov pasijon. Gospodu bomo slovesno izrekli svoje goreče prošnje in v zadnjem delu počastili križ. Najprej pa ustvarimo tišino. Naj bo ta molk priložnost za notranje in zunanje razpoloženje, da se tudi v obdobju svojih domov poglobimo in uživimo v obred Velikega petka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Usmiljeni Oče, spomni se, kako si bil vedno dober svojemu ljudstvu. Še naprej varuj in posvečuj nas, svoje otroke, za katere je svojo krvjo postavil velikonočno skrivnost tvoj sin, naš odrešenik, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pristopamo k prvemu delu, k poslušanju Božje besede, ki je vsa usmerjena v Jezusa. To niso le prerokbe ali spomini. To je pričevanje resnice in so dejstva, ki kličejo, da ob njih poglobimo svojo vero. V prvem berilu bomo prisluhnili preroku Izaiju. Ta opisuje Gospodovega služabnika, ki v strahotnem trpljenju izpolnjuje Božjo voljo. Prerokba, ki je bila izrečena stoletja pred Jezusom in prav v njem vidimo kristjani njeno izpolnitev. Pismo Hebrejcem nam prikaže pravega duhovnika, Jezusa. Ta ni nad nami, ampak je z nami. Enak nam je vsem, razen v grehu. Berilo iz knjige preroka Izaija. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen.
Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode, kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodela Gospodova roka? Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin, preizkušen v bolezni. Kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni. Naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za kaznovanega, udarjenega od Boga in poniženega. On pa je bil ranjen zaradi naših pregreh, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet. Kdo premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je odrezan od dežele živih, kaznovan zaradi prestopka mojega ljudstva. Dali so mu v grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal, svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge upravičil, njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom mnoge dal v delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt in bil prištet med grešnike, nosil pa je grehe številnih in prosil za grešnike. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Odpev: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. V tvoje roke izročam svojo dušo, Gospod zvesti Bog, ti si me rešil. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Vsi moji nasprotniki me sramotijo, tisti, ki me vidijo zunaj, zbežijo pred mano. V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev, postal sem kakor razbita posoda. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Gospod, jaz pa zaupam vate, pravim, ti si moj Bog, v tvoji roki so moji dnevi. Reši me iz rok mojih sovražnikov in vseh, ki me preganjajo. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, odreši me v svoji dobroti. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, vsi vi, ki pričakujete Gospoda. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, trdno se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušen v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Kristus je namreč v dneh svojega zemeljskega življenja daroval molitve in prošnje z močnim opitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti smrti, in bil je uslišen zaradi spoštovanja do Boga. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, po čelo večnega odrešenja. To je Božja beseda. Bogu hvala.
nič ne povejte materi moji, kako je z menoj. Da so napletli krono iz trnja za mojo glavo. Da so napletli krono iz trnja za mojo glavo. Nič ne povejte materi moji, kako je z menoj. Da se zarilo trnje vodiče je učelo mlado. Da se zarilo trnje vodiče je učelo mlado. Pred nami je vrhunec Božje besede. Na Veliki petek običajno prisluhnemo pasijonu, ki ga je zapisal evangelist Janez. Letos izjemoma bomo prisluhnili Matejevemu, ki smo ga pripravili in posneli posebej za priložnost minule cvetne nedelje. Nas bodo pa tudi nocoj nagovarjale podobe iz filma Jezus. Slednji je bil posnet dosledno po Janezovem evangeliju. S spoštovanjem in v tišini prisluhnimo zapisu največje in najsvetejše drame, ki se je zgodila za vse nas. Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju. Tedaj je šel eden izmed 12 po imenu Juda Iškariot k velikim duhovnikom in rekel: Kaj mi hočete dati in vam ga izdam? Ti pa so mu plačali 30 srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal. Prvi dan opresnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje? Dejal jim je: Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: Učitelj pravi, moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal veliko noč s svojimi učenci. In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sedel z 12 k mizi. Ko so jedli, je rekel: Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se silno užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti. Sem morda jaz, Gospod? On pa je odgovoril: Tisti, ki je z menoj pomočil roko v skledu, me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi bil rodil. Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovoril. Učitelj, sem morda jaz? Dejal mu je: Ti si rekel. Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam, odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega očeta. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Tedaj jim je Jezus rekel: Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo. Peter mu je odgovoril: Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, jaz se ne bom nikdar pohujšal. Jezus mu je rekel: Resnično povem ti, to noč, preden bo petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. Peter mu je dejal: Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te ne bom nikakor zatajil.
Tako so govorili tudi vsi drugi učenci. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: Sedite tukaj, medtem ko pojdem tja, da bom molil. S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in drgetati. Tedaj jim je rekel: Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Nato je šel k učencem in videl, da spijo. Rekel je Petru: Tako torej, 1 uro niste mogli ostati budni z menoj. Ostanite budni in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno. Spet drugič je šel in molil: Moj oče, če ta kelih ne morem mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja. Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel: Še vedno spite in počivate. Glejte, približala se je ura in sin človeku bo izdan v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal. Medtem ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: Tisti je, ki ga bom poljubil, njega primite. In tako je stopil k Jezusu in rekel: Pozdravljen, učitelj. In ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Prijatelj, po kaj si prišel? Tedaj so pristopili, položili roke na Jezusa in ga prijeli. In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu je Jezus rekel: Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov? Toda kako naj se potem izpolnijo pisma, da se mora tako zgoditi? Tisto uro je Jezus rekel množicam: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli. Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel oddaleč za njim do palače velikega duhovnika. Vstopil je in sedel med služabnike, da bi videl konec. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali krivo pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopila 2 in rekla: Ta je dejal: Božji tempelj lahko podrem in ga v 3 dneh spet zgradim. Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel: Ne boš nič odgovoril na to, kar ta 2 pričata proti tebi. Jezus pa je molčal. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel: Protim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji sin. Jezus mu je dejal: Ti sam si rekel. Toda povem vam, poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici Vsemogočnega in priti na oblakih neba. Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: Bogokletje je izrekel, kaj nam je še treba prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje, kaj se vam zdi? Oni pa so odvrnili: Smrt zasluži. Nato so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali in govorili:
Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril? Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla. Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem. On pa je vpričo vseh tajil in govoril. Ne vem, kaj praviš. Ko je hotel skozi vrata, ga je zagledala druga dekla in rekla tistim, ki so bili tam. Ta je bil z Jezusom Nazarečanom. Spet je tajil in sicer s prisego. Ne poznam tega človeka. Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli. Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja. Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati. Ne poznam tega človeka. In tako je Petelin zapel. Peter se je spomnil besede, ki mu je rekel Jezus. Preden bo Petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Ko se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili, da bodo Jezusa usmrtili. Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pilatu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel. Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri. Oni pa so rekli. Kaj nam mar, ti glej. Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se oddaljil ter odšel in se obesil. Veliki duhovniki so pobrali srebrnike in dejali. Ne smemo jih dati v tempelsko zakladnico, ker so cena krvi. Posvetovali so se in zanje kupili Lončarjevo njivo za pokopališče tujcev, zato se tista njiva do danes imenuje njiva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju. Pobrali so 30 srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili Izraelovi sinovi in so jih dali za Lončarjevo njivo, kakor mi je naročil Gospod. Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal. Si ti judovski kralj? Jezus je odgovarjal. Ti praviš. Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovarjal. Tedaj mu je Pilat rekel. Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe? Toda niti na eno besedo mu ni odgovoril, tako da se je upravitelj zelo čudil. Ob prazniku pa je imel upravitelj navado, da izpusti ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zloglasnega jetnika, ki mu je bilo ime Baraba. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel. Koga hočete, da vam izpustim? Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus? Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti. Ko pa je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo. Nič ne imej s tem pravičnim, kajti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega. Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril. Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim? Baraba, So rekli. Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Jim je rekel Pilat. Vsi so dejali. Križan naj bo. Rekel jim je. Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj kričali. Križan naj bo. Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel. Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte. Vse ljudstvo je odvrnilo. Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo.
Slekli so ga in ga ogrnili škrlatnim plaščem. Iz trne so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstiko v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: Pozdravljen, judovski kralj. In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si z žrebom razdelili njegova oblačila. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: To je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. Mimoidoči so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: Ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali ven. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel: Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6. uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z močnim glasom: Eli, Eli, lema sabahtani. To je: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: Ta kliče Elija. Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trstiko in mu dal piti. Drugi pa so govorili: Pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešit. Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je vstalo. Po njegovem stajenju so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: Resnično, ta je bil Božji sin. Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledale oddaleč. Od Galileje so spremljale Jezusa in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega plata in položil v svoj novi grob, ki ga je bil usekal v skalo. K vhodu v grob je zavalil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja na praznik, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: Gospod,
Spomnili smo se, da je tisti slepar, ko je bil še živ, rekel: po 3 dneh bom vstal. Ukaži torej, naj grob zastražijo do 3. dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: vstal je od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve. Pilat jim je rekel: Saj imate stražo. Pojdite in zastražite, kakor veste. In oni so odšli, kamen zapečatili in grob zavarovali s stražo. Prehajamo v drugi del današnjega bogoslužja, k slovesnim prošnjam. Prošnje za vse potrebe imajo na ta dan poseben pomen, saj Cerkev v 10 molitvah prosi za Cerkev, papeža, služabnike Cerkve in vse vernike, za katehumene, edinost, za Jude, pa tudi za tiste, ki ne verujejo. Danes pa bomo dodali tudi posebno prošnjo za bolne, pokojne in vse, ki so na preizkušnji. Molimo, dragi bratje in sestre, za sveto Cerkev. Naj ji Bog in naš Gospod milostno podeli mir, jo zedini in varuje po vsem svetu, da bomo v urejenem in mirnem življenju slavili Boga vsemogočnega Očeta. Vsemogočni večni Bog, vsem narodom si v Kristusu razodel svojo slavo. Varuj, kar si v svoji dobroti naredil, da bo tvoja Cerkev po vsem svetu vztrajala v veri in slavila tvoje ime, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za našega papeža Frančiška. Naj ga Bog in naš Gospod, ki ga je izbral za škofovsko dostojanstvo, ohrani svoji cerkvi zdravega in krepkega, da bo vodil sveto Božje ljudstvo. Vsemogočni večni Bog, ti v svoji modrosti vladaš vse stvari. Usliši naše prošnje in nam dobrotno varuj sedanjega vrhovnega pastirja, da bo krščansko ljudstvo pod tvojim vodstvom v času njegove službe napredovalo v veri in ljubezni, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za vse naše škofe, duhovnike in diakone, za vse druge služabnike Cerkve in vse Božje ljudstvo. Vsemogočni večni Bog, tvoj duh posvečuje in vodi vse telo Cerkve. Usliši nas, ko prosimo za vse stopnje duhovništva, da ti bomo s tvojo pomočjo vsi zvesto služili, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za vse brate in sestre, ki verujejo v Kristusa. Naj jih Bog in naš Gospod varuje na poti resnice in milostno združi in ohrani v eni svoji cerkvi. Vsemogočni večni Bog, ti zbiraš razkropljenja in zbrane ohranjaš. Poglej na vse, ki verujemo v tvojega Sina in nas isti krst posvečuje. Naj nas druži tudi neokrnjena vera in vest ljubezni, po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Molimo tudi za naše brate Jude, ki jim je Gospod naš Bog najprej govoril, naj rastejo v ljubezni do njega in v zvestobi njegovi zavezi. Vsemogočni večni Bog, Abrahamu in njegovim potomcem si dal svoje obljube, milostno usliši prošnje svoje cerkve, da bo ljudstvo, ki si ga kot prvega zase izvolil, zaslužilo priti do popolnega odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za tiste, ki v Boga ne verujejo, naj iskreno po svoji vesti delajo, kar je prav, in zaslužijo priti k Bogu. Vsemogočni večni Bog, vse ljudi si ustvaril, da bi po tebi hrepeneli, te iskali in v tebi našli svoj mir. Prosimo, naj sredi vseh težav in temin življenja spoznajo znamenja tvoje dobrote in vidijo pričevanje in dobra dela tvojih vernih, ter veselo priznajo, da si ti edini pravi Bog in Oče vseh ljudi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za vse državne voditelje, naj Bog in naš Gospod vodi njihove misli in dela, da bodo izvrševali njegovo voljo, v resnični mir in svobodo vseh. Vsemogočni večni Bog, v tvoji roki je usoda ljudi in pravica narodov. Dobrotno poglej na vse, ki nas vodijo, da se po vsem svetu utrdi mir, blagostanje in verska svoboda, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, Boga Očeta Vsemogočnega, za vse naše bolne brate in sestre, za njihove svojce, za zdravnike in medicinsko osebje, da bodo zmogli sprejeti tvojo voljo in ohraniti upanje. Molimo, vsemogočni večni Bog, tolažba žalostnim in moč trpečim, naj pridejo do tebe prošnje tistih, ki v katerikoli stiski kličejo k tebi, da se bodo v svojih potrebah vsi veselili tvoje usmiljene pomoči, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Najpomenljivejši del nocojšnjega obreda je češčenje križa. Ko kristjani častimo križ, premišljujemo globok pomen Jezusovega trpljenja. Jezus s svojo daritvijo za nas in s predanostjo Očetu pokaže globok in odrešilen pomen križa in trpljenja. Pred nami je upodobitev praznega križa. Jezusovo telo je že v grobu. Duhovnik bo 3-krat zapel: Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Pridite, molimo. Povabljeni smo, da pokleknemo pred križem, ki ga imamo v svojem domu, in ga tako počastimo. Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta
veselo. Pridite, molimo. Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta. Veselo. Pridite, molimo. Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta. Veselo. Pridite, molimo. Zadnja postaja Jezusovega zemeljskega popotovanja je bil njegov grob. Tu se nocojšnje bogoslužje končuje. Hvala vsem, ki smo bili združeni v hvaležnem češčenju Jezusovega križa. Tudi nocoj pa bo v neposrednem prenosu sledila še polurna slavilna molitev pred Najsvetejšim, ki bo izpostavljena nad Jezusovim grobom. Če tako čutite, dobrodošli. Naših psov, jagnje sredi volkov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti si šel na križ, strt od naših psov, jagnje sredi volkov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti, srce krotko, ti, ponižna pesem, ti, pšenično zrno, ki umre, da polje spet cveti. Svobode, ti, spanec pravičnih, ti, vodnik zgubljenih, brat ubogi, vrata grešnikov. Ti si šel na križ, strt od naših psov, jagnje sredi volkov. Vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti, križ življenja, ti, kruh stajenja, ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost čuvori. Strah mogočni, ti, veselje majhnih, ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih rodov.
teči sok, jagne sredi volkov. Ti si stal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženin srca. Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ni lesa, ki rasel, cvetel, sad poganjal bi tako. Sladki les na sladkih žebljih, nosiš breme presladko. Zapeljani prvi človek se je smilil stvarniku. Sad usodni je pokusil, s tem usužnil se peklu, les tedaj Bog sam izbral je, da lesa izmil bi greh. To za naše odrešenje res primerno je bilo, da je zapeljivec zviti vendar sam prekanjen bil, les, ki je poprej nas ranil, vir je zdravja zdaj moči. Ko se torej čas dopolni odrešenja našega, Oče sam nebeški pošlje sina zemlje stvarnika, ta za nas postane človek, iz device se rodi. V tesnej jasli položeno joka Božje detece, ko deviška mati devlje udemo v pleničice in mu Božje roke, noge rahlo veže v trd povoj. S 30 že leti tek življenja dokonča, ko voljno se naš zveličar sam trpljenju ves preda, da razpeti se na križu žrtev je za greh sveta. Žolč pokusi in omahne, trni, žebli, sulica, nežno so telo prebodli, kriz vodomu vrej zran, zemljo, morje, zvezde, stvarstvo, ta studenec je oprav. Les visoki, nagni veje, svoje vlakna omehčaj, in naravna vsa trdota v tebi popusti naj zdaj, ude vzvišenega kralja k sebi rahlo le privi. Les presrečni, ti edini nosiš žrtev za ves svet, ladja si, v pristan domači, svet zgubljeni nosiš spet, ker te je oblila sveta jagnje tovarišnja kri. Večna naj bo tebi slava, o Trojica blažena, čast Očetu, njega Sinu, ista Duhu Svetemu, vse stvari pojo naj hvalo trojedinemu Bogu. Amen. Gospod moj Bog, glej, iščem te. Gospod, naj pridem iz tebe, naj odkrim in naj oči. Gospod, pomagaj mi. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, ne skrivaj se. Gospod moj Bog, reši me. Saj verujem, da si ti odrešil vsa ljudi. Gospod moj Bog, ki najdem te, kako naj pridem do tebe, gledajo ti, solzijo
sve, da našle poti iz tebe. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, Gospod moj Bog, reši me, saj verujem, da si ti odrešil vsak. Gospod moj Bog, glej, greh prežni, prosim, daj mi še moči, da v služnosti sveta najdem pot do bližnjega. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, Gospod moj Bog, reči me, saj verujem, da si ti odrešil vsak. Gospod moj Bog, naj najdem te v bližnjem, ki nasmehne se, da spoznam, da si ti ljubezen vseh ljudi. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, Gospod moj Bog, reši me, saj verujem, da si ti odrešil vsak. Gospod moj Bog, zdaj vidim te, v trpljenju bližnjih iščeš me, zdaj spoznal sem, da si ti duša v srci vseh ljudi. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, Gospod moj Bog, reši me, saj verujem, da si ti odrešil vsak ljudi. Gospod moj Bog, ne skrivaj se, Gospod moj Bog, reši me, saj verujem, da si ti odrešil vsak ljudi. V luči Tvoje podobe, Gospod Jezus Kristus, naj Tvoja navzočnost popolnoma prepoji moje bitje in Tvoja podoba naj se vžge v mojo notranjost, da bom mogel hoditi v luči Tvoje podobe, misliti, kakor si mislil Ti, čutiti, kakor si čutil Ti, delovati, kakor si deloval Ti, govoriti, kakor si govoril Ti, sanjati, kakor si sanjal Ti in ljubiti, kakor si ljubil Ti. Da se podobno kot Ti ne bom ukvarjal sam s seboj, da se bom mogel ukvarjati z drugimi, da bom brezčuten zase in bom čuteč za druge, da bom žrtvoval sebe in bom hkrati za druge, opogumljanje in upanje. Naj bom kakor Ti, čuteč in usmiljen, potrpežljiv, blag in ponižen, iskren in resnicoljuben. Tvoji ljubljenci ubogi naj bodo moji ljubljenci, Tvoji cilji naj bodo moji cilji. Kdor bo videl mene, naj vidi Tebe, naj skozi me preseva Tvoja bit, Tvoja ljubezen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vsak moj trenutek, lahko ga sprejmem ali ne. Si ga sprejmem, zdaj vem, kje najdem te. Vstopam v tvoje vrti časno, vstopam v tvoje srce, Gospod, sprejemam voljo tvojo, moj križ postaja lahek, čutim, da si z menoj.
Gospod, sprejmi nam voljo tvojo, moj duš posojala me, čutim, da si z menoj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Sence se razširjajo, večer se spušča že, in za gorami se oddaljujejo, odzivi tega dne, ki se ne bo končal, neba, ki od sedaj živel bo večno. Kaj ni ne bomo,
se je bo začelo, življenje novo, ki se nikoli ne konča. Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja. Ostani tukaj z nami, Gospod daje večer. Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja. Če si ti med nami, noč ne bo prišla. Tvoj krog valov širi se po morju in veter nosi vse dokler ne pridejo kopali vsakega srca do začetka ljubezni prave. Od plave, ki boš dal vse na poti, tako bo tvoja ljubezen osvojila svet. Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja. Ostani tukaj z nami, Gospod daje večer. Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja. Če si ti med nami, noč ne bo prišla. Če si ti med nami, noč ne bo prišla. Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen. Ko utihne vse in se umirim, pridem sam pred te. Rad bi podaril nekaj vrednega za tvoje srce. Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed, le kaj naj z njimi povem. Globino duše mi gledaš, ne na vide stvari, ti vidiš v moje srce. Jezus, k tebi se vračam, slavim te v srcu. Ti, Jezus, si vse, Jezus, si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih grehov. Ti, Jezus, si vse, Jezus, si moje vse. Čudovit si Bog, svet držiš v rokah, tvoje je prav vse. Ranjeni Bog, vse tebi dam, vsak moj dih utrip. Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed, le kaj naj z njimi povem. Globino duše mi gledaš, ne na vide stvari, ti vidiš v moje srce. Jezus, k tebi se vračam, slavim te v srcu. Ti, Jezus, si vse,
veličam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse.